Poglejmo zdaj še k pozitivni Sloveniji. Zoran Janković se za več kot za začasen umik z vrha stranke ni odločil. Največjo opozicijsko stranko bo do volilnega kongresa vodil eden od 3 podpredsednikov. Janković pa bo medtem skušal pred pristojnimi organi zavrniti očitke protikorupcijske komisije. Njegov županski stolček ostaja nedotaknjen. Prelomni kongres za pozitivno Slovenijo in za vsaj del leve politične opcije. Prvak Janković, obremenjen z očitki protikorupcijske komisije, pa vsem na koncu kongresa napove. Predlagam, čeprav vem, da nimam statutu, da se mi do takrat zamrzne status predsednika. Začasnemu umiku botrujejo politične razmere v državi in ne očitki protikorupcijske komisije, saj da je nedolžen in bo svojo nedolžnost tudi dokazal. Tako Janković s strankarskim umikom drugim političnim akterjem daje možnost za iskanje rešitve. Vsem tistim, ki so zdaj v koaliciji in tudi opoziciji, da lahko razmislijo o neki novi koaliciji z nekim tehničnim mandatarjem, da jaz nisem ovira. Presenečenje za člane pozitivne Slovenije, manj za najožje sodelavce. Ten je naš Zoran Janković, predsednik, on ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno. On je kraljica. Včasih kraljico pri šahu tudi žrtvujemo. Tukaj nisem zaradi Zorana Jankovića, ampak zato, ker sem prepričan, da je stranka za takšno programsko orientacijo, kot je v programskem dokumentu, ki ga danes kongres sprejema, v slovenskem političnem prostoru potrebna. In tako še pred ključnim razpletom Kučan svetuje. Če sam ne bi znal pojasniti oziroma zavrniti tako težkih očitkov, bi odstopil. Pozitivno Slovenijo bo do volilnega kongresa vodil eden od 3 podpredsednikov, Robert Golob ali Maša Kociper ali Melita Župevc. Na kritiko, da gre za polovični umik, saj je zgolj zamrznil vodenje stranke, kot župan pa ni odstopil, v PS odgovarjajo. Super, da je vsaj nekdo naredil en korak. Mi smo naredili točno tisti korak, ki je potreben zato, da se politična kriza na državnem nivoju preseče. In žogico vržejo drugim. Kolikor vem, bojo v ponedeljek vsi skupaj ugotovili, da te koalicije ni več. In takrat bo šele ta prav čas, da se bomo začeli o tem pogovarjati. Za pozitivno Slovenijo so v igri vse možnosti, od predčasnih volitev do tehnične vlade ali možnega novega mandatarja.